Tamara Zorc, lep pozdrav v Porto. Zdravo. In na Portugalsko, ki ne bo eden osrednjih predmetov naše debate, ker ne prebivate tam, na počitnicah sta trenutno s partnerjem, pa vendar vtisi. Mislim, zaenkrat super. Vreme sicer nama ni najbolj naklonjeno, se začne jutri bolj nedeževno vreme, ampak Porto je res super vibe, no? Tako zelo toplo, vsi zelo prijazni, arhitektura, vse super, no, tako da. Zaenkrat smo bila v najlepši knjigarni na svetu, nekaj knjig smo kupila, da smo srečna. To je tista, ki deluje tako Harry Potterjevsko. Tako, Ja. tako. Pa sta, glede na to, da sta na neki način na koncu enega, čeprav razumem, in pri začetku naslednjega življenjskega poglavja, dejansko samo na počitnicah ali med mesti, ki jih zdaj obiskujeta, po malem iščeta tudi potencialni dom? Ne, v bistvu smo res sam na počitnicah, oba sva delala 3 leta zelo veliko na Škotskem in smo imela zdaj to priložnost, da smo si prihranila nekaj denarja in smo rekla, bova si vzela pol leta čas in res potovala in delala tiste stvari, ki jih recimo prej nismo mogla, kot naprimer, da smo šla v Colorado za 1 mesec na obisk njegovi družini, da smo bila recimo vsak doma z družino za Božič, ko prej ni bilo mogoče. Take zelo relaksirane počitnice. No. Da, pa potreba po njih je obstajala, ne? Niste naša prva taka sogovornica. Dejstvo, da kombinirate daljša potovanja in delovna obdobja, je v določeni meri pogojeno z naravo vašega dela, ali drugače rečeno od tega prejšnjega delovnega mesta ste nekako potrebovali odmik in odmor, ne? Teden ali 2, pač ne bi zalegla, celo odpoved sta dala, je res? Tako, ja. V bistvu jaz sem delala na malo višjem nivoju, zelo butičnem 5-zvezdničnem hotelu in smo bila v zelo odročnem delu Škotske, v Višavju. Ja, samo delo je bilo zelo naporno in pa dejstvo, da smo bila v zelo mali skupnosti, v zelo mali vasi, pomeni, da karkoli se zgodi v službi, v vasi, vse se tako izve in hočeš nočeš si v neki drami. In ja, 3 leta je trajalo, no, da smo prišla do te točke, da pač smo bila mentalno tako izmučena, da smo res potrebovala odmik od vsega. Bova prišla še do tja, kako pa to, da ste se sploh znašli v tej eni najmanjših ali celo najmanjši vasi na Škotskem, verjetno za kaj takega najbrž popolnoma neznatna, ne? Razen če ste iskali prav nekaj takega, a ste? V bistvu ne. Vedno sem delala v tako manjših krajih, ker pač nisem ravno mestni človek, ampak Škotska je prišla zaradi tega, ker sem imela prijateljico, ki je dobila službo v tem hotelu in jaz sem bila glih vmes med službami. Vrnila sem se iz Anglije nazaj domov po covidu, glih sem pač lahko bila doma z družino. In mi je rekla, da je začela delati v tem zelo posebnem hotelu in da pač iščejo menedžerja in če bi pač se prijavila, da bo ona tudi dala dobro besedo za mene. In tako se je v bistvu začelo. No, sem se prijavila in čez 1 teden so mi ponudili službo in sem rekla, v redu, pa gremo na Škotsko. Kje je bilo to točno oziroma kje je to? Se pravi, jaz sem šla v vas, ki se reče Braemar. Se pravi, Škotsko Višavje. Znano je pa potem, da je v bistvu 10 minut vožnje stran od gradu Balmoral, kjer je kraljica Elizabeta preživljala v bistvu svoje počitnice in vsa kraljeva družina. In vsako leto pride res tisoče in tisoče ljudi. Ta vas je pa prej bila tako, taka zaspana vas, je bilo bolj starejše prebivalstvo, bolj napol prazno. In potem so švicarski milijonarji kupili ta hotel, ga prenovili in ker delajo v svetu umetnosti in galerij, so v bistvu ga opremili z res visoko umetnostjo, se pravi, ne vem, slike Picasso in tako naprej, tako da v bistvu cela vas je zaživela zaradi tega hotela. Torej razlog, da gostje v teh butičnih hotelih, kakršen je bil vaš, odštejejo tako visoke denarje, je v glavnem ta luksus oziroma eleganca, kako bi temu rekel, visokega bivanja, kjer kaj kavo popiješ pod sliko Picassa. Tako je. To je bil v smislu, se pravi, da stopiš v ta magični svet Škotske in vsa ta zgodovina,
in sam hotel je imel okoli 18,000 umetniških del in pa kosov iz preteklosti, tako da recimo najdražja soba bi bila recimo 2,000 funtov na noč, ampak to zaradi tega, ker pač, ne vem, spiš v posteli, ki je bila iz leta 1800 in ne vem, je stala 20,000, sam da so jo kupili in tako naprej. Tako da bolj je bil ta občutek, da stopiš nazaj v preteklost, ampak z temi modernimi dotiki in pač seveda 5-zvezdnično ponudbo, kot je pač spa in pa Michelinova restauracija in tako naprej. Ampak najzahtevnejši in najpremožnejši gostje si najbrž privoščijo še več kot samo sobico z zajtrkom pa posteljo, ne? Tako, ja, seveda. Ja. Imeli smo recimo gospoda iz Norveške, ki je želel praznovati 50 let v našem hotelu z družino in prijatelji, tako da je zakupil cel hotel za vikend, se pravi vse sobe, seveda je bilo pogojeno, da morajo jesti pri nas in zapraviti določen znesek za hrano in pijačo. In pa potem še vse dodatne aktivnosti, ki so jih želeli, se pravi jahanje, ribarjenje, streljanje glinenih golobov in tako naprej. Brez vsakega problema so to zakupili in recimo šli po večeri v whisky bar in kupili en kozarec za 10,000 funtov, pač čist nek drug svet. Potem vas morda sploh ne bi vprašal, koliko stane najem celotnega hotela? Ali? Mislim, da za njih je bilo, se pravi, za 2 dni vse vključeno okoli 150,000 funtov. Solidno, ne? Solidno, v redu, ne, za 50 let. Solidno. Ugibal bi, da naše poslušalce morda najbolj zanima vaša klientela, ampak da bi čim bolje spoznali to vašo realnost, ne, odkot, iz kakšnih okolij pa so bili vaši sodelavci in kakšen osebnostni profil človeka recimo išče službo v tej veji turizma, pa tudi na tako odročnem koncu sveta. Ja, jaz bi rekla, recimo v takšnih primerih, ko je hotel tako oddaljen, ko je problem z prenočišči v smislu pač, da najdeš neko svoje stanovanje, pač nemogoče. Tako da hotel sam mora imeti neko ponudbo tudi za zaposlene. V tem primeru mislim, da so kupili vsako prosto hišo, ki je prišla na trg, da so lahko spremenili v sobe za zaposlene. Tako da večinoma bi rekla, so prišli tako študentje za čez poletje ali pa mogoče mladina, ki je glih končala študij, pa niso točno vedeli, kaj bi radi počeli. In tak način življenja in službe je v bistvu zelo lahek način prihraniti denar, ker dejansko delaš, imaš neko subvencijo za bivanje, tako da lahko res prihraniš. Pa tako je, ne? V zadnjih letih delo v turizmu več ne privlači ljudi, tako da je zelo težko dobiti dober kader. In zato, nažalost, je večinoma mladine, ki nikoli niso delali prej v hotelu. Zato sem tudi jaz v bistvu toliko časa ostala, ker sem imela pač svoje stanovanje in sem res lahko ogromno prihranila in imaš vsem zelo ugoden način življenja. Pogovarjamo se s Tamaro Zorc, Slovenko, ki je zadnjih nekaj let preživela na otoku, na Škotskem, v vasici Braemar, kjer je delala z nekaterimi najzahtevnejšimi in svetovno prepoznavnimi gosti, kot so, tu pa imam zdaj v oglatih oklepajih prostor za name dropping, torej za tiste, ki ne poznate, ta angleški izraz pomeni navadno načrtno, ne, kvazi spontano omembo kakšne slavne osebe z namenom hvalisanja, ampak tu zdaj ne bo šlo za to, ker nas zanima. Kdo od tistih, ki jih morda poznamo tudi v Sloveniji, vas je kaj obiskal? Vsako leto je definitivno prišla Judi Dench. Ona obožuje ta del Škotske. Redna gostja je tudi postala Margot Robbie. Dejansko prvič, ko je prišla v hotel, je bil glih tisti teden, ko je njen film Barbie, mislim, da zaslužil milijardo. Tako da je z nami praznovala. Potem smo imeli recimo Emma Thompson, imeli smo Kate Blanchett, kar nekaj igralcev iz Game of Thrones, pa Igra prestolov. Jennifer Lawrence je prišla na kosilo.
Rita Ora, pa Tajka Waititi sta prišla tudi za nekaj časa. Saj se kar ne konča. Zdaj niste več v biznisu, diskretnost je vsekakor pomemben del dela v vrhunskem hotelirstvu, torej z najbolj zahtevnimi gosti. Zdaj lahko pa najbrž le bolj neobremenjeno govorite tudi o kakšnih prigodah, anekdotah, ki vam bodo ostale v spominu iz hotela. Mislim, seveda, to je bil res nek drug svet, ko pridajo ljudje z toliko denarja in so neke zahteve in pričakovanja. Ja, kakšna posebna prigoda. Kaj pa morda kakšna nora zahteva? Nora zahteva. Mislim, to bo zdaj tako, ne glih mogoče najbolj smešna tako prigoda, ampak to je se zgodilo zadnji mesec, preden sem šla. Je prišla gospa, ki se je pripeljala iz Belgije, stara 85, mož, majčkeno starejši. In ona je prišla z njim, on je bil dobesedno na smrtni posli in ona je prišla lagodno v hotel in rekla, da ona pač pričakuje, ker je plačala toliko denarja, da bomo mi skrbeli za njenega moža. Kar seveda pač ne moreš, ne? Nismo mi bolnica, tako da smo imeli 2 dni, da smo jo res prosili, da ga pelje v bolnico, da pač mi to ne moremo skrbeti. In smo imeli tako doktorje, reševalce, vse smo imeli v hotelu, tako da to je bila ena taka prigoda, tako nepričakovano, no? Da ljudje pričakujejo, ker gre v 5-zvezdnični hotel, da bomo dejansko ustregli čisto vsaki uslugi. To bo res taka bolj norišnica. No? Ja, nora je vsekakor, kljub temu, da ni smešna. Ja, mislim, to je bo res tako, eni ljudje si res predstavljajo, da je 5-zvezdnični hotel, dejansko, da lahko delajo, kar hočejo. Drugače pa še ena nora prigoda je bilo pa glih te norveške skupine, ko so bili za cel vikend, ko je bila tista glavna zabava za rojstni dan. Smo naslednji dan v bistvu poslušali od nočne ekipe, da pač to je bilo toliko nekih drog, pijančevanja in da je res izgledalo kot v nekem vojaškem kampu, ko so mogli imeti eno sobo samo za okrevanje. Nekdo, ne vem, mu je spodrsnilo, pa se je udaril v glavo, pa ni hotel iti v bolnico, čeprav smo sumili na pretres možganov. Imeli smo, ne vem, ženske, ki so šle trkati na vrata in se z nekega razloga presplašile in omledele sredi hodnika. Smo mogli to prvo pomoč nuditi. In naslednji dan so prišli vsi na zajtrk, kot da nič ni bilo. No, in o čem se je kaj menilo takrat bolnišnično osebje? Kako je videti zakulisje tega luksuza, po eni strani brezhibne čistoče, elegance, s katerimi ste tam razvajali svoje goste? Če bi bil Muha na steni ena izmed sobic, v kateri ste se srečali na kriznem sestanku, recimo kot ekipa hotelskega osebja, kaj bi slišal? Vsi smo se spraševali pač prvo, kako so sploh zmožni toliko feštati, pa biti toliko v redu naslednji dan. In drugo je pač, kje so tukaj meje, da pač ti rečeš, ne, pač to ni naše delo, to ni naša služba. Ste prišli do te točke? Mislim, da ne. Mislim, da na koncu vedno prevlada denar in vedno pravi pač vodstvo, plačali so cel hotel, plačali so naše usluge in dokler ni pač življenjska nevarnost, lahko pač počnejo, kar hočejo, ne. Ja. Zdaj nismo se vsi strinjali, ampak žal ne. Ja, služba je služba. Približajte nam, prosim, še malce to zasanjano, mistično in najmanj občasno depresivno atmosfero Bremarja. Recimo, če se osredotočiva na ta melanholični, depresivni element. Tako majhno okolje je, sva že malce omenjala, ne toliko za turiste in kratkotrajne obiskovalce, kolikor za lokalno prebivalstvo in vas, recimo, da sezonsko osebje v turizmu, klaustrofobično. Kako se je to občutilo v kolektivu vašega hotela, pri članih osebja, ki so verjetno že med delovnim časom preživeli ogromno časa skupaj v prostem, pa se tudi najbrž, kot pravite, niso imeli kam zares umakniti na samo? Ja, to življenje v takšni mali vasi, sploh, če nimaš avta, si res oddaljen. Naprimer, jaz sem mogla vzeti avtobus do Aberdeena, od enega večjega mesta, če sem hotela iti na vlak ali letalo. In je bilo recimo to 2 ure pa pol vožnje stran. Tako da si res v nekem svojem ohurčku. Naša vas je recimo imela 400 prebivalcev, ena gostilna. Tako da, ja, vsi smo se poznali, če si hotel iti po službi na pijačo,
pol hotela je bilo tam, tako da res nisi imel neke zasebnosti. Res je bilo veliko mladine, tako da vedno je bila nekakšna drama in ta nezrelost, ki se je kazala. Veliko je bilo alkoholizma in pa dobili smo kar nekaj ljudi, kar bi jaz rekla, da so se hoteli umakniti od svojih nekih težav ali neke realnosti in so pač mislili, da če bojo prišli v ta nek idiličen kraj, da bo nekako boljše, pa seveda temu ni tako, ker sezonska depresija obstaja, sploh v Braemarju, po zimi je veliko teme, mrzlo je, nikamor ne moreš in potem seveda alkoholizem. Žal smo imeli zelo veliko problemov s tem, imeli smo zelo veliko kolektiva z psihičnimi težavami, kot je recimo tesnobnost, depresija in nažalost smo imeli tudi v mojem zelo kratkem času v primerjavi z drugimi recimo 3 smrti. V kolektivu? 2 je bila tako, ja, 2 je bil samomor, en je pa pač celo podleglo od alkoholizma, ampak je bil star 27 let, tako da je bilo res noro. Noro, res. No. Se tudi zaradi tega s partnerjem umikate od tam, ali je to bolj povezano z birokratskimi postopki, dejstvom, da vam kot priseljenki kmalu poteče status, ne? Kakšni so zdaj vajini načrti? Mislim, to je bil definitivno eden od večjih razlogov, da smo se umaknila. Partner sploh ni za tako male vasi in pač ta način življenja. Za sebe pa tudi isto, no, pač dobra služba je bila eno, pač ta stres pa to, ampak dejstvo, da je bilo res toliko nekih takih primerov in da sam hotel je imel več težav s kolektivom, kot pa recimo s samimi gosti, je bilo mentalno res zelo težko, tako da to je bil en večjih razlogov, da smo se umaknila. Ja, in imaš prav, pač status mi poteče zelo kmalu, kot pač, ko je bil Brexit, smo Evropejci dobili priložnost, da smo se prijavili za ta, reče se pre-settlement status, ki traja 5 let. Meni poteče naslednje leto, tako da se vračamo v Anglijo še za 1 leto, da pa še to pokoristim, ampak definitivno so pa plani, da gremo še kam drugam delati. Sem večinoma delala v Angliji, tako da z veseljem bi šla še v kako drugo evropsko državo, da vidim njihov način življenja, pa tudi Amerika je ena izmed možnosti. Definitivno pa Nova Zelandija, to pa oba želimo iti. Tamara Zorc, najlepša hvala za zaupanje in iskrenost, za vse, kar ste nam izdali o različnih, tudi bolj temačnih plateh življenja v odročnih vaseh Škotske in zakulisju dela v visokem turizmu. Vse dobro vam želimo, lep pozdrav iz Ljubljane. Hvala, lep pozdrav iz Porta.